Gorenjska obzorja. Na stežaj. Vrata naše radijske klepetalnice Na stežaj bomo danes odprli o sosednjo Italijo, med zamejske Slovence, od koder prihajata naša današnja gosta. Tokrat vas z jutranjim klepetom popeljemo v Himalajo, v objem skalnih sten, snega, ledu in modrega neba, ki je svojo lepoto, mogočnostjo in mirom prevzel tudi naša današnja gosta. Alpinista Nives Meroj in Romana Beneta, ki sta se kot prvi zakonski par na svetu povzpela na vseh 14 8000 Himalaje. Na nekatere zaradi različnih okoliščin, ki so jima preprečile vzpon na vrh, tudi večkrat. O gorništvu, alpinizmu, himalajskih zgodbah in popotovanjih, življenjskih preizkušnjah in izzivih, ki jih prinaša partnerstvo v gorah in v zasebnem življenju, bomo z njima klepetali o nadaljevanju. Najprej pa dober dan in dobrodošla v naši družbi. Kako sta? Dobar dan vsem. Buongiorno a tutti. Dobro, se veseliva, da sva tukaj, da ste naju povabila in upajmo, da bomo vam lahko kaj povedali. Danes na malce nižjih nadmorskih metrih kot običajno, pa vendarle, kako rada imata Slovenijo, slovenske skrite kotičke, pa ne nazadnje tudi slovenske hribe? Jaz kaj lahko rečem, jaz sem Slovenc, imam tudi slovensko državljanstvo, živim pa na one strani meje in živim v sredi Juliceh in Julice so polovica italijanske, polovica slovenske. In za mene je bilo to samo eno gorovje. Nobenkrat nisem gledal na mejo, da bi to odlomila na polovico. In Nives ni od tukaj, prihaja z Bergama, moram reči, da se je dobro uživela v teh gorah. Kako se je zgodila oziroma rodila vajina ljubezen do gora? Zdaj, Roman, vi ste že dejali, da živite tik čez mejo, ne, v objemu Julicev. Je k ljubezni do gora pripomoglo okolje, v katerem živite? Tam se vam odpira krasen pogled na Mangart. Ali je bilo za vašo ljubezen do gora krivo kaj drugega? Mi živimo pod Mangartom, zato smo daljeni od vsake vasi. Naša hiša je samostojna, zunaj na pašniku in ker sem bil majhen, ni bilo nič drugega delati, kot gledati gora in poskusiti zmeraj z letom iti malo više. In to je prišlo naravno. Kar se tiče plezanja, pa ko sem spoznal Nives v šoli v Vidmu, sem videl, da tudi ona je hodila v gora in sva mislila, če bi skupaj delala, bi lahko plezala in hodila v gore skupaj, tako da konc tedna nobenega ni treba iskati okrog, če bi imel čas za plezati ali... Niso bili leti, ki veliko ljudi plezalo, zato je bilo malo težko dobiti partnerja. In to je bil začetek, rečemo, plezalni par, več kot ljubezenski. Vi ste bili doma pod Mangartom, Nives je iz Bergama in kolikor sem prebrala, ste se v začetku bolj kot s hribolazenjem ukvarjali s smučanjem in atletiko. Šele kasneje ste ugotovili, da je pa hribolazenje, alpinizem nekaj, kar vas pravzaprav zanima. Kako ste se vi zaljubili v gore, v alpinizem? Bergamo è pianura nebbiosa e quindi poi ero anche bambina, quindi non facevo attività sportiva. Arrivati a Tarvisio per i bambini non c'è nient'altro da fare che sciare d'inverno e fare atletica leggera d'estate. V Bergamo ni nič, ni gorah, je planota, pa veliko megle. In ko je prišla v Trviž, je spoznala sneg. In edina stvar, ki je začela delati, je poskušala smučati. Poleti pa se ukvarjala s atletiko. E poi, quando ho finito il periodo delle gare di sci, non avevo nient'altro da fare e allora ho accettato l'invito di alcuni amici che mi invitavano a fare una gita in montagna. In potem, ko se je naveličala tekmovati, svoji prijatelji so jo povabili na eno turo v gore in tam je bilo prvi poskus kaj drugega delati in je videla, da je nekaj drugega, razen smučanje pa atletika. In potem se je zgodila ljubezen, tako do Romana, kot tudi do gora. Kako sta potem skupaj stopila na to vajino izjemno bogato alpinistično pot? Je bilo naključje. Alpinistično pot se je začela počasi. Enkrat se je začelo po stopnicah, prej hoje v gore, poj trekkinge,
malo ferat in poj šele se je začelo plezati. Sploh nisva mislila začetka Himalajke takšnega, to sva brala samo knjige od Messnerja, pa še prej od Bonatija in nisva imela pojma ali želje, mogoče bi bil bolj sanje kot želje, da bi šla en dan nekaj ven z Italije, ven z naših gorovje pogledati. Moram reči, da je šlo vse po naključju, nisva mislila, da bi bilo tako lahko vzeti pot v našem življenju. Zdaj verjetno ne bom prva, ki vaju bom vprašala, kaj je tisto, kar vaju vedno znova vleče v gorski svet med skalne stene, previse v sneg, let v odmaknjene kotičke, v kraju, kjer po mnenju laikov nevarnost pravzaprav preži na vsakem koraku. Kar se mene tiče, so dve stvari. Plezanje, to je malo bolj fizična stvar, pogledaš tvojo moč, zmeraj poskušaš iti malo više, iščeš večje težave, potem pa spoznaš, da kaj je ta pravi alpinizem, vsaj kar jaz mislim, in to doživljaš v potovanju v Himalaji, ker ni samo plezanje, je, kar se tiče gora, je višina, ki je nekaj posebnega, ogromno ledu, snega in vse skupaj dostop do sten. Trekking ti moraš, ki narediš do pristi do baznega taborja, je poj tisti, ki ti ostane noter in se bo zmeraj spomnil. Spoznaš druge ljudi, druge načine življenja. Moram reči, da mogoče potovanje tiste, ki naju največ vlači. Tudi vi, Nives, pravite, ne, da je alpinizem fantastičen način, da se plezanje združi s potovanjem. Kako pa so potem videti vajine odprave? Gresta pa samo plezata ali si potem vzameta morda tudi čas za raziskovanje dežele, posameznih kotičkov, tudi kje nižje, ne samo tam na 8000 in nekaj? Sicuramente, perché già dalla prima spedizione ti rendi conto che la parte alpinistica è solamente una parte del viaggio. Ja, že od prve odprave je videla, da alpinistična stran je samo ena majhna stran od vse odprave. Potovanje je mogoče najbolj pomembnejša stran. E poi è una opportunità importante perché qui da noi ci muoviamo a chilometri l'ora e là invece ti muovi, calcoli le distanze in giorni di cammino. In je prilika, da spoznaš razliko. Tukaj pri nas se premikuješ na kilometre na uro, tam pa moraš se premikati na dneve in če se počasi premikaš, vidiš podrobnosti. Il ritmo del passo ti permette di ricominciare a prestare attenzione ai particolari. In ti ostane in imaš pozornost, kje hodiš in kaj se dogaja. In na teh poteh se je napisalo veliko zanimivih zgodb, o katerih bomo govorili v nadaljevanju. Zdajle pa si bomo privoščili en tak kratek glasbeni postanek. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Roman Benet in Nives Meroj, svetovno znana alpinista, ostajata v naši družbi v tokratni radijski klepetalnici Na stežaj. In mi seveda nadaljujemo s potepanjem po svetu, z raziskovanjem bogastva, ki ga skriva gorski svet himalajskih sten. Vidva sta zelo veliko časa preživela v Himalaji, ampak vajne odprave pa imajo poleg tega, da vključujejo tudi potovanje, še eno posebno značilnost. Poseben je vajin način plezanja, vzpone namreč opravljata brez dodatnega kisika in višinskih nosačev. Zakaj takšna odločitev? Zdaj bi rekel, ki je bil v modu, ena etična odločitev. Ne? Za naju je edina možnost plezanja. Preveč tehničnih sredstvi, kisik, zdaj pa so druge stvari, šerpe, pripravljene poti, fiksne vrvi, omogočajo skoraj bolj varno mogoč in sigurno osvojitev vrha. Samo te mora zanimati, kaj je pomembno. Zame in tudi za Nives, če eden doseže vrh, mora svoje moči doseči en cilj, in če imaš druge pripomočke, kot kisik, nosače in vse to, nisi samo ti, ki si prišel do vrha, do cilja, ma si imel prispevek s kisikom, nisi na 8000. Zdaj s modernim
kisikom pa maskami si kot da bi bil na 5000 metrov. Zato zakaj greš na 8000, če si na 5000 metrov. In brez kisika edina možnost, da doživeš realnost, kaj je realnost v tistem trenutku. Ne. Plezanje življenjskim sopotnikom ima zagotovo dobre, pa tudi slabe strani. Kako jih vidita vidva? Kako usklajujeta partnerstvo doma? Kako potem vse skupaj funkcionira tudi višje na 8000 metrov? Kdo je bolj organizator, kdo je bolj motivator? Koga morda bolj skrbi v vsakem primeru? Kje je sprla? Nives mi je opozorila, da moram dobro odgovoriti. Ne, jaz govorim po moje. Ne, iste kot doma. Kot doma, poj bo Nives povedala svoje. Moram reči, da je ena dobra stvar, zato ker biti naveza tudi izven hiše, ne, par pomaga, ker se zelo dobro poznava. In ni treba tako veliko se pogovarjati in velike odločbe, ker plezaš. Dobro, vem, koliko eden doseže lahko nasproti drugega. V Himalaji sploh se premikaš veliko nenavezan in zato se moraš zelo zanesti na tvojega partnerja. In to se tako dobro poznati pomaga. Ne. Potem pa dinamike v višini so pa iste kot doma. Se je zgodilo tudi, da sva se prepirala na vrhu 8000 metrov. Po treniranju, ali jaz pravim, da Nives se prepira, jaz malo menj. Mogoče... Imate zadnjo besedo, ne kot moški, običajno, da draga. Jaz se malo oddaljim, pa pustim, da se ona malo spiha, kot rečemo mi, ne? C'è il isto, E lui ha sviluppato una tecnica, la chiama una tecnica di sopravvivenza. Appena usciamo dalla tenda lui accelera perché è più forte di me e quindi mette quei 100-200 metri di stacco così non mi sente. To pomeni, da ne slišite oziroma imate selektiven sluh, ne? Ja, jaz ne slišim vse, ne, kot ona pravi, da jaz takoj, kot ideva na pot, jaz je oddali mene 100-200 metrov, tako ne morem slišati, kaj ona mi govori zadaj. No, ampak važno je, da na koncu oba srečna in zadovoljna prideta do vrha. Verjamem, da takrat so pozabljena vse nasprotja, vsa morebitna nestrinjanja, tudi kakšen prepirček na poti. Zdaj, vajna velika ljubezen je Himalaja, kot smo že povedali. Kako pa se spominjata prvega obiska tega veličastnega gorskega masiva, ki ga običajno opazujemo le oddaleč na fotografijah, na kakšnem filmu, morda z letala, ko gremo čez? Prvič sva bila v Himalaji, sva bila povabljena na odpravo na K2 na severne strani, zame najlepša stran K2. In je zelo komplicirana odprava, ker je zelo oddaljena od doline, to je na kitajske strani se dogaja. Ni šerp, ni nosačev, da bi prinesli material do baze. In je potovanje s kamelami po puščavi in višinske puščavi in to je ene najlepših doživetij, kar eden more imeti. Potem pa prideš vse naenkrat pod steno in vidiš ti 4000 metrov stene nad tabo in začneš. Prvič, ko sem je mislil, tako bomo pa zdaj začeli. To je bila prva izkušnja na splošno na odpravi, ne na 8000-čaku. Nisva se ustrašila, sva prav mislila, tako bo mogoče priti do vrha. Ne. Takrat smo zbrali na novo smer. Nismo imeli sreče zaradi pomankanja podatkov, sva prišla s prijateljem, jaz Nives pa prijatelj do 150 metrov od vrha, ene nove smeri. In Nives pravi, da to mogoče je bilo dobro za naju, ker če bi bili prišli kot prva odprava na nove smeri na 8000 metrov in da bi bilo šlo vse po dobrem, bi mislila, da sva zelo dobra alpinista. To je pa naj gora dala, ponižala naju in da sva se zavedala, da v gorah ni samo zbereš, da greš, moraš imeti veliko stvari, da lahko prideš do cilja. Mora biti gora tista, ki dovoli dostop, pravijo Himalajci pogosto. Zdaj, kako drugačno pa je življenje tam daleč stran, na drugem koncu sveta, pod Everestom? Kaj vaju je potem vedno znova vleklo tja na raziskovanje, na plezanje, na potovanje? Ker je lepo potovati. Doma je delo, se moraš organizirati, tam pa ne misliš drugega kot hoditi, gledati okrog, misliti, kaj tvoje cilje, spoznaš ljudi, druge načine življenja in to ti obogati. Moram reči, da prideš domov, poj lahko
nekaj mesecev preživeš v našem domu, doma, ki je lepo, samo se moraš boriti za vsaka stvar pri nas doma. Ne? Delo, plačevanje, organizacija. Tam imaš pa samo ena stvar za misliti. Na lepem vremenu pa da uživaš, kar delaš. Je, kot pravite vi, življenje v baznem taboru res neke vrste terapija, nek tak odklop za dušo in telo? Sì, è fondamentale perché lì non hai distrazioni, puoi riscoprire il valore del silenzio e quindi liberare la mente da tutto quello che lì in quel momento è superfluo. Ja, se strinja, samo tam mogoče dobiš tiste trenutke, ko odkriješ tišina in nimaš stikov z nobene nepomembne stvari, ki jih imaš lahko doma. In s tem imaš čiste možgane, da lahko misliš na pomembne stvari. Kako pa se je alpinizem oziroma morda himalajizem spreminjal skozi leta? Kakšen je bil utrip Himalaje, ne vem, ko sta se prvič odpravila tja na odpravo, pa kako je bilo zdaj lani, na vajni zadnji odpravi? Verjetno se je v teh letih zgodil tudi tam, razvoj, razcvet turizma. Moram reči, da mi dva sva bila srečna, ki sva preživela veliko doba alpinizma. Sva začela, se je še plezalo na klasični stil, rečemo, stene so bile še opremljene s fiksnim vrvi. To je bilo normalno plezanje. Malo letih naprej je Messner dokazal, da se lahko pride čez 8000 metrov brez uporabe kisika. In mi dva sva začela tako raziskovati na ta način in sva odkrila, da ta je edini način plezanja. Zdaj moram reči, je kompletno obratno ta zadnje lete. Noben ne pleza več brez kisika. Meni se zdi, da zdaj, govorim samo od 8000 metrov, približno 2 ali 3% gre da brez kisika. Drugi pa uporabljajo kisike in vse možnosti, da lahko prideš do vrha. In to se ne more govoriti o alpinizmu, to je višinski turizem. Obstaja pa še možnost, da lahko se pleza nove smeri. Zadnje leta z Nives pa z našim prijateljem Petrom Hamorjem, Slovak, raziskujemo nove smeri na 7000 metrov sploh, ker je še veliko za preplezati. Ni 8000 metrov, ma iščemo stene in gore, ki so oddaljene od vseh turističnih poti. Od vsega tega vrveža, ne? Vsega tega vrveža. In smo zmeraj bili samo mi trije, pa kuhar in pomočnik, in to je bilo naša odprava. In dokler bomo moči, bomo na ta sistem nadaljevali. Je tudi alpinistov veliko več, verjetno, kot jih je bilo pred 10, 20, 30 leti morda? Ja, alpinistov je več. Rečemo, ta pravih alpinistov je zelo dobro na svetu, sploh nekaj mladih je. Je zelo drago, ratalo plezati v Himalaju pa v Karakormu. Malo, nažalost, zdaj veliko alpinizma se dela tudi na medijih, na social. Mi smo navajeni, da prej se naredi vzpon in poj se govori od vzpona. Zdaj se pa veliko govori prej od vzpona in med vzponom tudi. In rečemo, da se več govori kot ne vse, moram reči, da je zelo dobrih alpinistov, ima veliko, da je več govorenja kot resnice. Dejanskega dela, ne? Ja. Ja, tudi mi bomo še kaj povedali, ampak si zdajle najprej privoščili nekaj glasbe. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. V Himalaji ostajamo z našima dvema gostoma, alpinistoma Nives Meroj in Romanom Benetom, ki sta se v zgodovino Himalaje in alpinizma vpisala tudi kot prvi zakonski par, ki sta skupaj dosegla enega najimpresivnejših dosežkov v zgodovini gorništva. Povzpela sta se na vseh 14 8000 Himalaje. Kako pa je prišlo do postavitve tega cilja, do same ideje? Je bil to načrt, je bila to spontana odločitev, je to zgodba, ki se je pač zgodila? Načrt nobenkrat nisva načrtovala nič, ker nisva profesionalna alpinista, nisva mogla načrtovati. Mi dva sva zmeraj delala in odvisno, kako sva zaslužila, poj sva odločila en načrt. Včasih sva poskusili tudi 2 8000, enkrat je uspelo tudi 3 8000 naenkrat in to je bilo odvisno samo, koliko denarja sva lahko zbrala. Nisva imela fiksne sponsorje in zato nisva mogla, kot sem povedal, imeti načrte prej. To je šlo sprotoma. Potem, ker je Nives ostala malo bolj internacionalna, se je začela
spoznati. Je prišlo nekaj do malih sponsorjev in tam je začela misliti sploh ona, da bi lahko končala ta kolajna 8000. In poj sem pa prišel jaz z mojo bolezom in tam se je poj spet vse ustavilo. Ampak ste uspešno zaključili zgodbo, ki ste jo začela leta 1998 z vzponom na Nanga Parbat. Kakšen je bil občutek, ko sta stopila na vrh prvega 8000 takole skupaj? Eravamo da soli io e Romano il giorno della cima, però non mi sono sentita spaventata perché siamo abituati alle Alpi Giulie, quindi eravamo abituati alla solitudine in montagna. Sva bila sama tisti dan na vzponu proti vrhu in se ni bala nič, ker pravi, da je bila že navajena v Julicah, ker tudi tam si večkrat sam in mogoče to je tudi pomagalo pri tem vzponu. E una cosa che mi aveva sorpresa è che quando siamo arrivati in cima mi aveva sorpreso la fatica che facevo per fare il gesto più semplice, più banale. Edina stvar, ki se dobro spomni, da ni bila navajena, koliko se moraš truditi za vsak korak, pa za vsaka stvar, ki delaš nad 8000 metrov. Začelo se je z Nanga Parbatom, potem se je zgodilo še 13 vrhov, nekateri tudi po večkrat do Anapurne leta 2017. Kako vesela pa sta bila, ko sta uspešno osvojila še zadnji vrh in zaključila to himalajsko poglavje? Ja, je bilo, ostal je Anapurna kot zadnji in to nisva tela, ker Anapurna je znana kot zelo nevarna gora in mogoče avtomatično je prišlo kot zadnja, ker so poskusila tiste, ki so malo bolj varne. Ko sva bila na gori, sva bila sama, tiste pomlad in poj so se pa pridružili še dve navezi, dva Španca, dva Kilenca in moram reči, da razmere so bile grozne, zelo slabe razmere, snega je bilo ogromno in predvsej nevarno za plazove in do zadnjega nismo vedeli, če imamo sploh šanse, da bi poskusili vzpon proti vrhu. Potem kot zadnji poskus smo se dali vsi skupaj in to, če ne bi delali vsi kot sinhronizem, vsi 6 skupaj, ne bi imeli nobena možnost, da bi prišli do vrha. In moram reči, da to je bila lepa izkušnja, ker je nastalo prijateljstvo in to ni normalno med alpinisti, sploh če se ne spoznajo. In če smo zdajle izpostavili prvega in zadnjega, torej Nanga Parbat in Anapurno, pa seveda ne smemo mimo ostalih 12, vsak ima svojo zgodbo. Prej ste že omenili mali himalajski maraton leta 2003, kar na 3 vrhovih sta stala ob takratnem obisku. Kakšen je bil občutek, kako naporno je bilo pravzaprav usvojiti Gasherbrum 1, 2 ter Broad Peak? Ja, tisto leto Pakistan je dal možnost, da kupiš dovoljenje za vrhove. Si vzel 3 in si plačal enega, zato za nas je bilo vseeno. Kot sem prej povedal, najni problem je bil za denar in smo rekli, zakaj včasih poskušiš en vrh tudi v isti odpravi enkrat, 2krat in se moraš vrniti. Zakaj pa ne poskusiti vse 3? In je uspelo, moram reči, brez velikih težav. Je šlo vse dobro, niso ogromno visoki, so 8000 metrov, ma niso visoki 8000-aki. Smo imeli dobro motivacijo, smo bili dobra skupina, jaz Nives pa najni prijatelj Luka. In moram reči, da je potekalo vse brez problemov, ima samo dobre spomine. No, skupaj sta stala tudi na Everestu, na strehi sveta. Kakšen je občutek tam zgoraj? Kako je gledati na ta naš občasno precej nori svet, nori planet z najvišjega vrha na svetu? Je lepo doživetje, ja. Tudi tam sva bila sreča, da ni bilo veliko ljudi na gori, ker je lahko veliki problem. Mi dva sva šla z Kitajske, z Tibeta, je bilo malo odprav takrat. Moram reči, sploh, da je zelo naporno, od 8500 metrov naprej je zelo naporno. Vsaki korak poji z brezkisika, to sploh zaradi mraza. Se pa dobro spomnim z vrha, vidiš, tako se krvi svet, in se počutiš res zelo visoko. In kar misliš, da si ena majhna stvar in tako nepomemben tam. Cel dan si se matral, da si prišel do tam, pa nisi nič. In spodaj se pa godi vse sort stvari, vojske, pa vse to, so
če pomisliš, so ogromne neumnosti. Ne? Gore pa te naučijo ponižnosti, skromnosti, pravzaprav zavedanja naše majhnosti, čeprav imamo včasih občutek, ne, da se cel svet vrti okoli nas. Ja, narava pa gore sploh ti daje dokaže, da mi nismo nič. In kot si povedala, mi mislimo, da smo mi center vsega. Zdaj se pogovarjamo veliko let od onesnaževanju pa za vse te stvari, da smo mi svet uničili. Mi ga lahko uničimo, samo se ne zavedamo, da se bomo sami mi uničili, ker narava bo šla naprej tudi brez nas. In za narava, za svet to ni en problem. Se bo vse zrihtalo, nas pa ne bo več. Ampak dokler smo, bomo obujali spomine, če smo bili zdaj pri tistih lepih in sladkih, pa morda velja spregovoriti tudi o tem, da pa vedno ni šlo vse tako, kot človek načrtuje. Poleg tistih osvojenih vrhov, pri katerih ni bilo težav, se je pri tem vajinem podvigu spisalo tudi nekaj drugačnih zgodb, v katerih sta potrebovala veliko mero odgovornosti, ljubezni, medsebojnega spoštovanja. Na Davlagiriju sta pri prvem poskusu odnehala le nekaj metrov pod vrhom, pa ga potem uspešno preplezala šele leto kasneje. Koliko moči pa zavedanja, samospoštovanja in zdravega razuma pa je potrebnega za takšno odločitev, da se, 10, 20, 100 metrov pod vrhom odločiš, da se obrneš in vrneš nazaj v dolino, čeprav je manjkalo tako zelo malo. Ja, takrat je bilo nerodno, ker je manjkalo mogoče manj kot 30 metrov. Malo v razdalju več, kot višinska razlika je bilo 30 metrov in bi mogli prečkati eno ogromno past, samo nismo imeli tudi 1 meter vrvi, da bi se lahko varovali. In tam je bila hitra odločitev na koncu, ker ali boš tvegal ali ne boš tvegal. In to je bilo pri nas prva stvar, da se ne splača tvegati. Tako gore ima svojo nevarnost in še poskusiti tvegati več, kot je treba, poj ti pokaže račun. In mogoče bi šlo dobro takrat, ali smo se odločili. In to je bilo zmeraj naš sistem plezanja, da nobenkrat nismo potisnili več, kot so možgani tebi povedali. In dovolili. Ja. Tudi K2 vaju je kar dobro preizkusil, šele v 3. ste ga osvojili, če se ne motim. Ja, 2krat severa, enkrat kot prva izkušnja v Himalaji, potem smo poskusili še enkrat, tam so bile tudi slabe razmere zaradi vremena. In potem 3. pa smo imeli uspeh z južne strani in je bilo zelo lepa odprava, ker tednik sva šla gor, sva bila sama na celi gori, ni bilo nobene odprave na gori. In preplezati taka gora in biti sama na cele smeri je bilo ena lepa izkušnja in lep spomin. Razmere so bile boljše, kot so izgledale, in nam gora je podarila en zelo lepi dan, vreme je bilo odlično, vse je šlo perfektno. In Nives pravi, da je bilo kot medeni tedni. Kot medeni tedni, ja. Se je trajalo pravilno vse skupaj, 5 dni, skoraj medeni. No, manj sladko pa je bilo na Makaluju. Nives, verjetno si ga boste vi še posebej zapomnili zaradi poškodbe. Roman, vi in prijatelj Luka sta imela pa kar konkreten fitness. Ja, je bilo zimski poskus. Tudi tam smo bili en mesec v taboru, veter je bil močan, dokler nam ni pobral celi tabor in smo mogli oditi v dolino. In tam veter je odnesel Nives, ki je vrgel med balvani, in tam se je zlomila gleženj. Smo bili samo 3, kuhar pa pomočnik sta šla dol v dolino in jaz pa Luka, takrat sva mogla nesti čez celi ledenik, to je 15 km. In je bilo za naju, naporna izkušnja, za Nives zlomljeno nogo, je bilo pa še huje. Še huje, ja. In moram reči, da se je zelo dobro obdržala, ker se ni pritožila za nič. Di come mi hai definita. Tako jaz sem rekel takrat, tako je bila Nives, jaz sem rekel kot ovce, ker je ovce, tudi če jo urežeš, kaj takšnega, ne reče nič, In Nives je bila ista, nobenkrat ni jamrala, nič se ni zgodilo, je zdržala, molčala je cel dan,
Anche perché c'era il rischio che mi buttassero dentro in qualche crepaccio. Ona pravi, da bi lo zbasala v kakšni prepad, malo to ni res. Nikakor ne. Nikakor ne. Ker skupaj gremo, skupaj se vračamo, ne glede na to, velja pravilo že v nižjih hribih, kaj šele v Himalaji. Mi si bomo zdaj privoščili tukaj le en kratek postanek, potem pa osvojili še nekaj vrhov in seveda tale naš klepet zaključili tudi z mislimi o prihodnosti. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. O gorskem svetu, svetu Himalaje in izjemnega dosežka naših dveh gostov, Nive Smeroj in Romana Beneta, ostajamo v današnji radijski klepetalnici. Sta prvi zakonski par, ki je skupaj stal na vseh 14 8000 Himalaje. Prej smo ostali pri zanimivih zgodbah, ker dobro vaju je namučila tudi Kangchen Dzenga. A sem prav povedala? Ja. 3krat sta plezala na vrh, da sta končno naredila kljukico, kaj ne da? Ja, tudi tam 3krat. Enkrat zaradi bolezni smo mogli odnehati, enkrat nažal sva se zmotila vrh in to mislim, da sva skoraj edina v zgodovini Himalaje in tretjič nama je uspelo. Ja. Po tej zgodbi je nastala tudi knjiga z naslovom Ne pustim te čakati, zgodba o ljubezni in partnerstvu. Ko ste se vi odločili, da se z Romanom, ki se ni počutil dobro, spustite nazaj v dolino, čeprav ste bili takrat med kandidatkami za žensko, ki bo prva na svetu osvojila vse 8000. To zgodbo ste prelili tudi v knjigo. Kako je prišlo do te odločitve, da prav o tem podvigu napišete knjigo in tako lahko rečeva kar v večnost ujamete dejstvo, da je človek pomembnejši od uspeha? Velocemente perché oltre gli 8000 metri non ci sono le condizioni per vivere, noi esseri umani non siamo progettati per vivere a quelle quote e quindi bisogna essere veloci nelle decisioni e avere chiaro qual è l'obiettivo. Do te odločitve prišlo zelo hitro, ker na višini, sploh ne 8000 metrov, odločbe morajo biti hitre, ker moraš vedeti, zakaj si tam in kaj je največ pomembno. Za njo najbolj pomembno je bilo varnost naveze in zato odločba ni bila enostavna, ma je bila zelo hitra. Je bilo potem lažje priti nazaj v dolino ali o vsem tem napisati knjigo, ne, ki jo lahko zdaj prebiramo tudi mi? Oddio, scrivere il libro è faticoso. Za njo napisati knjigo, ne? Knjigo, ja. Però posso raccontare un episodio che dopo che ho scritto il libro, che quella volta che è venuto quel ragazzo a chiedermi di firmare il libro e alla fine mi ha rivelato che dopo averlo letto aveva deciso di tipizzarsi e dopo appena un paio di mesi è stato chiamato se voleva donare il suo midollo alla sua sconosciuta sorellina genetica e allora ho pensato che è così che il bene si moltiplica. Ja, za njo je bilo, potem ki je napisala knjigo, je bila zelo pomembna enkrat, ki je predstavila ta knjiga in je prišel zraven en fant in je vprašal, če lahko podpiše knjiga. Ona je vprašala, za katerega je, ne, ti samo podpiši, ker sem prebral ta knjiga, sem se, ne vem, kako se reče po slovenskem, sem se dal v bankoteko za presade. Na seznam za presaditev kostnega mozga? Ja, in so ga takoj poklicali. Potem, ki je prebral knjigo, je to naredil, so ga poklicali in presad je šel uspešno in je to prišel povedati nevesti in ona pravi, da če samo enega to, da je izbral ta daritev, to je že veliko, da pomembno, da je napisala knjigo. Ne. E allora ha avuto un senso scrivere il libro? Da zato je bilo vredno. Je vredno, ja, da je napisala. Če smo že pri premagovanju 8000 in omembi darovanja kostnega mozga, skupaj sta premagala še en 8000 v tem okviru dodatnega, to pa je vaša bolezen, kostni rak. Uspešno ste ga premagali po dvojni presaditvi kostnega mozga. A je bilo težje se spopadati z boleznijo ali je težje biti v steni in plezati proti vrhu? Ne, sigurno. Bolezen, ker ni nič slabšega, sploh takšne vrste bolezen, ne veš, taka bo usoda. Moram reči, da gore so mi pa pomagali to preživeti. Vse skupaj to je trajalo 2-3 leta, rečemo.
In če ne bi bil navajen veliko čakanja v šotorih, slabega vremena, porazi, rečemo, ne vem, tako bi preživel te lete v bolnici. Nisem nobenkrat obupal, sem imel zmeraj mislil, da se lahko zboljša. Kot na ene smeri, na ene odpravi čakaš lepo vreme, sem čakal ta pravi trenutek, ker se bo nekaj spremenilo. V dobrem ali v slabem. Ne? In se je spremenilo, vidva ste uspešno zaključila zgodbo vseh 14 8000-akov. Takrat vama je verjetno odleglo. Kateri od teh vzponov pa vama je morda ostal v najlepšem spominu? Za mene je Kanchenjunga, ker je bil prvi vrh po bolezni in tisti vrh, kjer se je vse končalo. In za mene je bilo eno novo življenje. To je bilo 4 leta kasneje. In lahko povem to, da kot da bi bili 3 osebe na vrhu tisti dan. Tudi tisti dan sva bila sama na vrhu, sama na smeri. Samo smo bili 3. Jaz, Nives, pa tisti fant, ki je meni podaril mosek. Ne? Pa vse tisti ljudi zraven, ki so mi v bolnici pomagali, daritve krvi. Je bila ogromna organizacija, da sem jaz imel možnost še enkrat, da sem bil tam na tistem gori. Ni bilo prevedeno, pa sem bil tam. Ne? Sì, come diceva Romano, il Kanchenjunga sicuramente, vabbè, poi il nostro K in 2. Sigurno najni K2, dvojni K2. Ne? K2 in vi 2, ne? Ja, K2. Nives, vi ste poklicna alpinistka, ki si služi kruh s pisanjem člankov in predavanji o vajnih odpravah. Kakšen izziv pa je ubesediti moč narave, njeno lepoto, vse občutke, ki jih tam zgoraj doživite v običajno, ne vem, pol strani v časopisu, če je sreča mila, ne, kakšno stran 2, pa zraven prilepiti še kakšno fotografijo? E non è facile trasmettere le emozioni che provi in quei posti, però è bello quando le persone ti dicono ho letto il tuo quel brano e ho sentito il freddo che provavate lassù, e allora quindi il trasmettere le emozioni e il trasmettere anche quello che ti passa per la testa quando sei chiuso in tenda con il brutto tempo, che non puoi neanche aprire la cerniera perché c'è il vento che rischierebbe di strapparti via. Ni lahko to povedati, tvoje čustva drugim ljudmi, sploh v kratkem, ne? Samo včasih se pogovarja z ljudem, ko občutijo, ne vem, tako je bilo mraz v enem šotoru, tako je bilo težko na ene smeri, da so kot da bi oni kaj občutili, in to je veliko za njo, da eden je razumel in da je lahko to prenosila naprej. Ne. To je umetnost pravih pripovedovalcev. Zdaj za svoje delo sta prejela tudi številna priznanja in nagrade. Če omenimo samo zlati častni znak, ki sta ga za posebne dosežke prejela strani Planinske zveze Slovenije. Vas je italijanski predsednik Giorgio Napolitano za vaše dosežke nagradil z redom za zasluge. Še bi lahko naštevali, kaj vama takšna priznanja pomenijo? Jaz sem zmeraj to povedal. Ene priznanje je zmeraj, eden je zmeraj vesel za priznanje. Nobenkrat, saj kar jaz mislim, nobenkrat nisem mislil, da bi kaj delal zaradi priznanja. In zato so pomembni, ma niso vse. Moje življenje pa, kar delam, bi šlo naprej tudi zbrez, ne? In nisem tako egocentričen, da je vse to pomembno. Je večje priznanje, uspešno osvojen vrh, tudi zdaj ne mirujeta. Kakšne načrte, želje in cilje imata za prihodnost? Kdaj se spet vračata v Himalajo? Ja, zdaj sva mislila pomlad, pa ni več mene problema, pa sploh zdaj je vojska, tam se sploh ne more leteti proti vzhodu. Greva jesen, imava en načrt odpreti ena nova smer. Bo videla še kje, nekaj načrtov imava. Ja. Napredujeva še tako po gorah, kar je mogoče. Lete gre do gor, zato treba tudi s tem se malo pogledati. Bova pa zmeraj obiskala gore pri nas, ma tudi po Himalaji. Mogoče kar bo več sposobna za plezati težke stvari, bo pa tudi naredila
normalen trekking po Himalaji ali v Karakorum, to je lahko tudi kaj takšnega. Do takrat pa trenirala v domačih, vama zelo, zelo ljubih Julijcih, ne? Ja, to pa sigurno. Nives Meroj in Roman Benet, hvala lepa za tale vajin današnji klepet. Ura res hitro teče. Vesela sem, da smo se srečali, spoznali, malo poklepetali in verjamem, da se ob kakšni od naslednjih priložnosti še srečamo tudi takole pred našim mikrofonom. Srečno! Hvala tam, hvala poslušalcem. Ciao!